Nogometaši Ketemi Impol Bistrice so uvodno tekmo nadaljevanja prvenstvenih obračunov druge lige v Ljubljani proti Iliriji končali z delitvijo točk. Bilo je namreč 0:0. Zmago pa bodo morali doseči v osmini finala slovenskega pokalnega tekmovanja, kajti napredovanje bodo iskali v Dobrovcah proti istoimenski domači enajsterici. Mi bomo vse naredili za to, da tekmo v Dobrovcih zmagamo, da mogoče ponovimo tiste lepe dni polfinalne tekme, ker vemo, kaj se je takrat dogajalo v Bistrici, da je to bil praznik nogometa. Je pa res, da najprej je treba fokusirati na Dobrovce, ki nam vsekakor ne bojo pustili. Tam je tudi nekaj naših bivših igralcev, tako da mislim, da bojo zelo motivirani tudi oni. Pokalni nastop Bistričanov pred 2 letoma, ko so prišli kar do polfinala, ima torej bogato tekmovalno pokalno zgodovino. Takrat je v slovenski Bistrici gostoval veliki Maribor. Mariborčani so upravičili vlogo favorita in Bistričane premagali s 3:1. V domači zasedbi pa je takrat pomembno vlogo odigral tudi domačin v ekipi Bistrice Enej Kapun. Ja, seveda je bilo super, da smo prišli tako daleč v pokalu, ampak takrat nam je bila glavna prioriteta, da ostanemo v ligi, torej da smo se borili, ampak je bilo presenečenje, da smo prišli tudi tako daleč. Prvo smo imeli tekmo proti Rogaški, s katero smo zmagali 2:0, potem pa smo imeli nekakšen nogometni praznik v Bistrici, ko smo igrali proti Mariboru. Če bodo Bistričani preskočili oviro v osmini finala, jih četrtfinalu čaka po vsej verjetnosti prvoligaška ekipa, in to na domači zelenici. In koga si želijo za nasprotnika v domačem taboru? Morda Koper z Lanom Vidmarom? Ja, seveda, najboljše bi bilo, da bi se lahko videli spet malo na igrišču, ampak najboljše bi bilo, da bi dobili, kako bi lahko rekel, malo bolj nižjega na lestvici, da bi še lahko še dlje prišli v pokalu. Ja, jaz bi rekel, da tukaj moramo tekmo po tekmo, da ne smemo gledati naprej, koga lahko dobimo, kako se lahko izteče. Jaz mislim, da moramo to naslednjo pokalno tekmo, tako ko se zagre, dati svoj maksimum, probati izvleči pozitiven rezultat in napredovati pa tako, kot je treba. Ne radi govorimo, da preskakujemo zadeve, trenerji. Najprej je treba prvo oviro preskočiti, pa bi o tem govorili, ampak če že, hvala Bogu, da bi tu, ne vem, bili dobrodošli Green Dragonsi, mogoče Viole, Celjski Grofje, da se tu ena dobra tekma odigra, da pride dosti gledalcev, da vidijo, da pač smo tudi lahko na tem nivoju konkurenčni, pa da je spet en praznik v slovenski Bistrici. Bistričani bodo nasprotnika dobili 10. marca, ko bo tudi žreb četrtfinalnih obračunov. Domače tribune pa že čakajo na nov praznik nogometa v slovenski Bistrici.